Živjo, spet jaz, glasbena brihta. Spet bomo šli na kratek potep po glasbeni teoriji. Po tračnicah bomo potovali. Po črtah, ki jim pravimo kar notno črtovje. V prejšnjih srečanjih smo govorili o zvoku, pa o tonski abecedi, o trajanju tonov. Sedaj pa je čas, da vse te reči nekam pripnemo. In pripeli jih bomo v notno črtovje. Naučili se bomo poimenovati posamezna polja v notnem črtovju, spoznali, kaj so to pomožne črte, kaj violinski ključ, ter se naučili najti in zapisovati posamezne tone v notnem črtovju. Najbolje, da kar začnemo. Notno črtovje nam omogoča, da vanj zapišemo takšne in drugačne glasbene domislice. V njem je 5 črt. Štejemo jih od spodaj navzgor. 1., 2., 3., 4. in 5. Praznemu, belemu prostoru med posameznimi črtami pa rečemo praznine. Tudi te lahko štejemo. 1., 2., 3. in 4. Notne glavice se lahko nahajajo bodisi na črti, bodisi v praznini. Lahko pa se tudi zgolj dotikajo črte, najnižje ali pa najvišje črte v notnem črtovju. Važno je samo to, da note ne plavajo kar prosto po belini papirja. Morajo se vsaj dotikati kakšne od črt. Ker je svet tonskih višin zelo bogat, kot smo ugotavljali že v prejšnjih srečanjih, si moramo včasih za zapis zelo visokih ali pa bolj nizkih tonov pomagati s posebnim pripomočkom, s pomožnimi črtami. Te so nekakšen podaljšek notnega črtovja. Zapišemo jih enako oddaljeno od najvišje ali pa najnižje črte, kot so si med seboj oddaljene ostale notne črte. Široke pa so zgolj toliko, da lahko na njo ali pa pod njo ali nad njo zapišemo notno glavico. Zdaj pa je čas, da povsem zares odklenemo svet zapisovanja tonov v notno črtovje. To bomo storili s posebnim ključem. Violinski ključ je znak, ki ga zapišemo na začetek na levi rob notnega črtovja. Pove nam, kje v notnem črtovju se nahaja ton G. S tem pa nam pove tudi, kje se nahajajo vsi ostali toni. Ima posebno obliko, ki morda še najbolj spominja na črko G, kar je super, saj mesto, kjer začnemo z zapisovanjem tega ključa, označuje, kje se v notnem črtovju nahaja ton G. Na drugi notni črti. Če veš, kje je ton G na drugi notni črti, pa boš vedel tudi, kje se nahajajo vsi ostali toni. Najbolje bo, da si pri vsem tem pomagaš s delovnim listom ali pa si kar sam narišeš notno črtovje, violinski ključ in v črtovje zapišeš tone preproste lestvice od tona C do tona C. Videl boš, da si boš moral pri tem pomagati tudi z pomožno črto. Tako. Zdaj pa za konec še kratek kviz. Koliko črt je v notnem črtovju? Tako je, 5. Kam lahko zapišemo note v notnem črtovju? 3 možnosti. Ja, na črto, notno glavico lahko vpišemo v praznino med črtami, ali pa tako, da se najvišje ali najnižje črte zgolj dotika. Naslednje vprašanje. S čim si lahko pomagamo, če nam pri zapisovanju not zmanjka notnih črt? S pomožnimi črtami, pod najnižjo ali pa nad najvišjo od črt. Še zadnje vprašanje. Na kateri črti začnemo risati violinski ključ? In kateri ton se tam nahaja? Na drugi črti, saj označuje mesto, kjer se nahaja ton G. No, pa smo. Pa znamo osnove zapisovanja not v notno črtovje. Pravzaprav znamo zdaj že dovolj, da lahko zapišeš v notni zapis kakšno pesmico. Kar poskusi. No, se slišimo prihodnjič. Dio!